Majster! Lejte, kar gor pride. Pa majster, ti si zmagovalec. Ti si zmagovalec časa, na. Se spomnite, ko sem včeraj rekel, da me mogoče pa z zajtrkom presenetijo. In lejte, res so me. Jajca, palačinke, čaj, olive, marmelada, olivno olje. Tako da same stvari, ki jih imam jaz rad, današnjega dneva se pa že veselim, ker me čaka zelo, zelo veliko zanimivih stvari. Tako da, glej naprej. Evo, jaz se poslavljam iz tele nastanitve. Grem še enkrat pogledat opice, ker so mi tukaj interesantne. Zdaj grem najprej kupiti na tržnico sadje, zato da mečkam za opicemu, pa tudi zase. Kakor sem rekel, grem na tržnico kupiti sadje. Upam, da so že zalaufali. Tle malo kasneje zalaufajo, a je, bo. Banana, kava. Aha. Mi je tle z majstrom zmenila. Poglejte, majster me čaka na istem kraju kot me včeraj, ne samo da me čaka, lejte, proti meni gre. Wow, kaj je faca. Ta je tole zgleda njegov teritorij in je to. Da vidimo. Včeraj mi je kar na okem prišel, mislim, nisem jaz čisto siguren, če je isti, ne? Da vidimo, majster, kaj bi ti? A? Si lačen? Si lačen? Lačen si? Majster, boš kaj jedel? Majster? Lejte, kar gor pride. Pa majster, ti si zmagovalec. Ti si zmagovalec časa, na. Mam je zate. Mam, čak, sem ne noter je. Mam je zate. Mam je zate banano. Na, majster. Sem ne imel se po avtu nasvinati. Majster, kaj si ti car? Kaj si ti car? Majster? A? Kaj je? Pa ti si... A zdaj pa greš? Majster? Na, imam zate, na. A, je dobra? Kako si lep. Zdaj sem spet prišel na ta kraj, kjer se hodi te opice gledati. In lejte, spet jih je cel kup. Lejte, kako so lušni. Tole so bili mladi, se igrajo, lejte. Kaj so luškani? Kaj ste lušni, fantje? Ja, lejte, tamle se dva pretepata, lejte, kaj sta dobra. Wow, fantastična. Mojstra, kaj sta tamle od zadaj, lejte, tamle so pa mladi, lejte, čist mladi, lejte, kako to mal gre po... Lejte, to me kar, na. No. Na.
Glej, kako je lep. Malo, tamal, na. Glejte, tako po meni hodi. Ti si že dubo. Na, tamal. Na, teb dam, ki si mejhen. Kako ste lepi. Možakari. Glejte, kakšna množica se jih je zbrala okoli mene. Glejte, tale je superski. Ti si res lep, veš? Lep si. Ja. Si zaspan. Zdajle se vozim po eni planoti. Po mojem sem nekje na 1500 metrov višine. Taka pusta, ampak meni je to všeč. Jaz se pelem čist počas, 70 na uro, cesta vidite, da je široka, ampak jaz v tem le prav uživam pa opazujem. Tukaj sem se ustavil, da vam malo pokažem, v kakšnem še ljudje živijo. To verjetno morajo biti neki pastirji, imajo kakšne ovce. Tamle ste prej slišali enega oslička, kako se je oglašal. Tamle zadaj slišim nekje otroke, vidim sicer, ne? Vidite, iz tele hiške ta prve rajfank ven, se pravi dimnik, tako da živijo tukaj noter ljudje. Drugače pa še zmeraj smo zelo visok. Kar mrzlo je. Le bogi kuža, tu bi kaj dal, pa nimam čist nič, res nimam. Da vam malo pokažem, po kakšnih cestah se vozim. Vejte, koliko je to dolga ravna cesta. Pokrajina meni osebno zanimiva. Zdaj sem se zgor spustil dol in je zdaj to puščava. Vejte, zanimivo, nad goram oblaki, tukaj pa sonce. No, tamle odzad so tudi še ene gore, ne to, kar vidite, ta prvo, ampak od odzadej so take ful visoke, tako da zdaj ne vem, vam šel tu čez, ali grem po kakšnih kanjonih vmes, ali kako, v glavnem, zanimivo. Glejte, tukaj sem se ustavil, celo šel sem že mimo, pa sem obrnil, pa sem rekel, tole moram posneti. Glejte, neko pokopališče Katrc. Tisti mojih let poznate Katrco, Renault 4, legendarni avto, ki so ga delali v revozu. Saj zdaj, če imaš Katrco, najbrž je kar nekaj vredna. Glejte, tole je pa Renault 5. Ko sem bil jaz mlad, če si mu Renault 5, si bil frajer. Tu, če smo v Katrco si bil, če si bil pa Renault 5, tist si bil pa čista zmaga. Zanimivo videti avto, ki ga že dolg časa nisi videl. Evo, tukaj sem najdel enega prijatelja, ki sicer bi rad prišel do mene, ampak se malo boji, ne? Ker hod za menoj, ampak pobožati se pa napusti. Sem mu dal eno banano, bi mu dal še eno, samo ne vem, če je to dobro za osličke. Drugače sem pa na enem prelazu, dostikrat mi rečete, da zakaj ne povem kraju. Glejte, zato ker jih ne znam izgovoriti. Glejte, ta prelaz je na višini 1907 metrov. Sploh nisem v tega občutka, da sem tako zelo visok. Je pa pokrajina lepa, lepo se je bilo gor dvigovati. Prepričan sem, da se bo zdaj pa tudi zelo lepo dol spuščati. Glejte tega mojega oslička. Ja, kako si ti lep. Glejte, bi šel do mene, ampak se ne upa. Pa te vidi, zdaj se bo tik pred mano sostal. Pridi, no, pridi, lepotec, pridi. Lepotec moj, lepotec, kako si lep, nič ti ne bom jaz naredil, veš, da ti ne bom.
Niti približno nisem pričakoval, da me bo danes čakalo toliko vožnje. Glejte, ceste so sicer super, samo jaz vozim bolj počas. Mi je pa ta narava ful všeč in jaz to uživam. Tudi prej čez hribe, ki sem šel, je bila drugačna, zdaj je pol puščava, potem pa pridemo čisto v puščavo. Evo, tole je moj avto, Dacia. Zanimivo, ko sem ga dobil, sem mislil, da je Renault. Tako da še 2 ure pa pol imam do cilja, da pridem do puščave. Jaz sem mislil, da bom to popoldne prišel, evo, pa kar ni. Ravno kar vstopam v kanjon reke Zis. Glejte, takole je videti. Ne vem zdaj, kaj bo naprej, menda da je par razglednih točk. Grem zdaj naprej, škoda, ker je že mrak se dela, da ni več sonca. Bom videl, če bom še kaj. Po celodnevni vožnji sem prispel semle, to je moja nova namestitev. Glejte, je sicer majhno, ampak ful lepo dekorirano, pa kar je najbolj pomembno, ful lepo diši. Tisto počistim, tako da je res zelo vse čisto. Sicer, glejte, WC-ji pa to je majčkeno bolj tako, ampak glejte, sej, kako pa rabiš boljš v končni fazi, ne? Dobro, tole je majčkeno bolj tako, ampak glejte, se ne sekiram. Cena za zajtrkom 16 € na noč. Dajte, drugače podzun vam bom pokazal jutr, ker bom, ja, se nič ne vidi, nima smisla, da vam kažem. Zjutraj, ker bom šel jaz tole ven, pa se vidim Sahara, pa tako naprej. Tako da, jutr bo ful zanimiv video, no. Tako da, če tole gledaš, dej naroči se na moj kanal, če še nisi, pa tam še zvonček klikni, ker da dobiš obvestilo, ker jutri sem pa prepričan, da bo pa res top video. Zdaj, tisti, ki še niste bili v puščavi, verjetno ne razumete, kaj je v puščavi toliko zanimivega. Jaz sem bil že večkrat in meni je puščava toliko top. To so take lepe slikce, take lepi posnetki bojo, tako da to bo res zanimivo. Nič, glej me tudi jutri, naroči se na moj kanal, pa kakšen komentar napiš. Živjo!